Tole je začasno skladišče, v katerem je komajda prostora za vse pakete s hrano. S tem, da prostorov za oblačila, za skladiščenje oblačil pravzaprav nimamo in se znajdemo, kako se vemo in znamo. Prosilci tako oblačila izbirajo kar na hodnikih ali v prostorih zraven stranišča, a njihova stiska je prevelika, da bi o tem govorili. Gasilci so jim sicer ponudili prostor za skladišče kar v zaklonišču. Ni primeren prostor zaradi vlage, drugič ni primeren prostor zaradi dostopnosti, saj v skladišče moramo skladiščiti s pomočjo viličarjev. In zgodba gasilcev. Rdeči križ med obnovo ni izrazil potrebe po dodatnih prostorih, zdaj pa zahtevajo prostore, ki jih potrebujemo sami. Žal pa so bili ti prostori že po idejni zasnovi zasedeni in enostavno tega nismo mogli nuditi. Tudi skladišče na spodnjem dvorišču, kjer je bilo skladiščeno 30 let, so tudi sami odpovedali, ne pa tako, kot je predstavljeno, da smo jih vrgli iz gasilskega doma. Ponudili so jim tudi prostore v drugem nadstropju, a so tudi te tako Vrbančič zavrnili. Zaplet bosta organizaciji skušali rešiti prihodnji teden na skupnem sestanku s ptujsko mestno občino. Gasilci pa zaradi lažnih izjav pričakujejo opravičilo, razmišljajo pa tudi o tožbi predsednika upravnega odbora Rdečega križa.